Predstavljaj si, da živiš v svetu brez interneta, brez moderne medicine, brez znanosti, ki bi razložila smrt, bolezni in naravne katastrofe. Svet, kjer ljudje verjamejo, da bogovi odločajo vsem. O tem, a bo dežval, a boš preživel zimo, a bo tvoj otrok zbolel. In v takem svetu začnejo ljudje početi stvari, ki danes zvenijo popolnoma nerealno. Ne zato, ker bi bili nori, ampak ker so res verjeli, da morajo. Danes bomo govorili o najbolj disturbing ritualih, kaznih in praksah iz zgodovine. Ne vem, kako tega še nismo obdelali. Kakšne smo mogoče kdaj pa kdaj, ampak ta video bo krval, basically. Res bo krval in ogaben. Res. Ne morem verjeti. Koliko stvari še vedno ne vem. In ko sem to raziskvala, sem kar pač grozen je, ampak je tudi exciting, scary, weird shit. Pač kva so počeli, it's crazy. Tukaj imam 9 ritualov / stvari, ki so jih počeli, tudi kazni so vmes svašta, pač ne vem, kaj sploh nadpomenka tega videa, pač. Grozljive stvari iz zgodovine, ne vem. Ok, ena najbolj brutalnih kazni v 17. stoletju se ni dogajala v ječah ali pa v gradovih ali pa v močilancah, ampak na ladji. V 17. stoletju so neke evropske mornarice uporabljale kazen, ki se je rekel killhuling, nekaj tacga. Problem je, da jaz ne najdem, oziroma sploh ni prevoda, sem iskala in ga ni, tako da dobesedno kot neko vlečenje z vrvjo pod ladjo. Dobesedno, če si nekaj narobe naredil sred oceana, sred nečesa, če se je kapitan odločil, da si najebal, te je zavezal za vrv, za roke in zavrl za ladjo gor in so te vrgli dol pod ladjo. Po moje avtomatično, če te vržejo dol, telo bo avtomatično šlo, ne vem, očitno je taka dinamika vode in pritiska in fizike, da je pa telo zasukalo direkt pod ladjo in ga tam kotalilo in rajsalo gor in dol. Ponovadi to se dogajalo na lesenih ladjah in spodaj je bilo ogromno teh klapavic gor, stvari, ki se primejo in nekih školjk in ti se bilo zelo, zelo ostro in basically je človeku trgal kožo dol z telesa, ne kožo, kose mesa, ogabno. Sprav, ena stvar je bila, da je človek na vsak način valjda hotel zadržati full sapo in pač basically preživeti. Druga stvar pa, da ti zraven še meso trga in tako naprej. Tako da, ja, lahko da je to kdaj kakšen mornar preživel in je prišel nazaj na krov, ampak je zelo pogosto kasneje umrl zaradi notranjih krvavitev, zunanjih krvavitev ali pa ker se je okužil in je, ne vem, sepso, fasov, pač v glavnem ogabno. Obstaja dejanski zgodovinski zapis, je eden najbolj znanih primerov iz leta 1652, torej 17. stoletje, ki je nizozemski mornar Jan Blank dobil to kazen pod poveljstvom Jana van Riebeecka. Črna voda, ladja na tabo, nikamor ne moreš pobegati, kapitan se je odločil, da si kriv, ti najebeš, ne veš, boš preživel verjetno boš umrl, pa še drugi poslušajo, kako se dereš spodaj, tako da jej, pač. Koliko jih je moglo biti strah, nasploh, da nam še kdo te kazni dobo. Gremo na drugo stvar, ki je isto pač ogabna, ampak čist drugačna in sicer leta 2019 so arheologi v Teksasu nekaj raziskovali in zelo so veseli arheologi, ki dobijo kakšen zanimiv fosil in ta fosil je bil ekstremno zanimiv, ker je bil basically fosil dreka. Sam ta drek je imel noter nekaj toliko zelo specifičnega, da so rekli, o moj bog, čas so ljudje jedli kače. Po vsej verjetnosti v ritualu. Ta človeški iztrebek fosiliziran je bil star nekih 1500 let. In zaradi tega, ker je bilo noter v temu iztrebku preveč stvari, oziroma koža od kače, se je videlo, da ni bila narezana, da ni bila naseckana, bila je dobesedno tako, videlo se je, da je bila kača pojedena cela, noter je imela tudi strupnik in neke določene kostke še, ker je bilo zelo očitno, da je pogoltnil celo. Jaz sem pa spraševala ChatGPT, če kaj vemo o tem ritualu, ali so jedli žive ali mrtve kače, je mi napisal, da po vsej verjetnosti mrtve, saj to, ampak da so res celo pogoltne. Fuj, kako sploh pogoltneš celo kačo? Ogabno. Raziskovalci danes sumijo, da morda ni šlo za obrok, ampak za ritual. Na območju današnjega Teksasa in Mehike je pa sploh značilno, da so kače pogosto svete oziroma predstavljene tam kot prehod iz naše zemlje v neko nadnaravno, posmrtno fazo oziroma spiritualno življenje. Torej, mogoče so verjeli, da če si jo pojedel, boš spiritualno bogatejši ali pa boš boljš umrl ali pa kaj jaz vem kaj. Ne vemo, zakaj so jih jedli cele, ampak ja, ogabno. Na tem območju kače povezujejo z dežjem, podzemljem in duhovi. Tako da, kar v Indiji krava je tam pač kača očitno včasih bila neki svetga. By the way, tole mi ChatGPT sam napisal. In to so ugotovili iz enega samega fosiliziranega dreka. Legenda. Ne vem, kaj se dogaja ta poletje, ampak jaz sem ugotovila, da je vse okrog mene sada tako country stil. A ste vi tudi to letos pogruntali? In iz tega razloga sem si na Bavču naročila en tak full cowboy girl paket. Najprej ta majčka, ki mi je full všeč, da je tako neutralna, pa ima pa eno linijo daljšo kot drugo. Tele hlače so amazing, na sredini so majčkan daljše, tako da se ti stegna ne drajcajo vmes.
Pa še ta Jackie Jakra, lahko je za zvečer, tole je basically komplet, tako da res noro vse skupaj paše. Hlače so malo krajše, ampak meni je všeč, ker absolutno bojo prav prišle za kakšen lep festival. Pa te škorni, obsessed. Res pa je tisti proper western vibe. Nakit je tudi zabavčil. Telih visečih uhančkov mi je ful manjkal. Od nekdaj sem si želela Valentino torbico in sem se zdaj končno naročila. Se mi zdi, da neko eleganco prinese temu outfitu. Drugače pa zadnje čase ful naročam na Abavču, ko imajo pač vse na enem mestu, pa ne rabim 10 različnih pageov odpirati, pa iskati outfitov. In ja, imamo kodo za popust, torej koda Lenka 15, dobite 15% popusta na naročila nad 50 €. Velja pa zdaj 14 dni. Tretja stvar in smo pri naših dragih vikingih, kaj je z mano dan? Vikingih, in tega marsikdo pozna, ni spread eagle, nego je blood eagle oziroma krvavi orel. To še vedno velja za en najbolj bizarnih načinov smrtitu, kaznovanja, smrti, kakorkoli že. Človeka so dobesedno živega odrli in odprli. Je pa tudi druga stvar, jaz sem mislila, da je to fact, da je to dejstvo, da se je to dogajalo, ampak so v bistvu šele nedolgo nazaj začeli ugotavljati, da je verjetno to resnično. Ni pa še vedno 100% to resnično. Še vedno majčkeno velja na meji z mitom ali pa resničnostjo. Ampak recimo, da je resnično, point je, da so človeka nekam privezali in so od zadaj mu odrli, odprli hrbet in potem so rebra, ki so vzad držijo hrbtenice, so jih odrezali od hrbtenice in obrnili na ven. In ko to obrneš na ven, zraven potegneš še pljuča očitno, tudi pljuča so na ven obrnili zraven tega in izgledali človeka, da ima krila. Fuj. No, v glavnem pa so pač ptiči prileteli in mu pojedali to ven in kakorkoli že. Itak načeloma človek valjda umre že vmes, I guess. A misliš, da je kdo to še živo nekaj časa? Ne vem, najbrž ne. Sorry, jaz res nisem dobra v tem, da bi ugotovila, na kateri točki človek umre. V bistvu upam, da čim prej, ker zveni ogabno, obupno. Ritual naj bi bil posvečen bogu Odinu in povezan tudi z maščevanjem. Najbolj znana zgodba, by the way, govori o Ivarju brez kosti, sinu Ragnarja Lodbroka. On naj bi dal usmrtiti enega kralja, ki ne vem kako to prebrati, Aelio iz Northumbrije, ki očitno ne bi ubil njegovega očeta. Ne vem, jaz iskreno nisem gledala Vikingov. Ne me judgeat, nisem jih, ne vem, če jih bom, ampak nisem na tekočem. Ne vem, je to ta isti Ragnar? Ne vem, je to isti Ragnar. Komentirajte. Mislim, da smo zdaj na 4, če se ne motim, in sicer gremo v rituale stare Mehike med Azteke. Oni so imeli pa eno res ogabno stvar in boga, ki se mu reče Xipe Totek. Tega boga so na res nenavaden način častili. Zdaj zveni lepo, ko ena pomlad, ker ta bog njim predstavlja novo rojstvo, plodno zemljo, konec zime, nekaj lepega, neko novo življenje, nekaj romantičnega. Tako kot pri nas, ne vem, pust pa pomlad pa tako. Ampak oni so takrat v ritualu žrtvovali določene posameznike, torej ljudi, in potem so jih slekali z kože, ko so bili pač že mrtvi, in potem so njihovi duhovniki, ki so pač častili tega boga, Toteka, so nasedali te kože in so jih več dni nosili. Se pravi, to sem že na TikToku malo govorila, upam, da so bile te kože spucane, očiščene, ne vem kaj, ker veš, koliko mora to smrdeti, poleg tega, da je ogabno samo po sebi in pač dejstvo, da to njim ni bilo grozen ali pa nekoga smo ubili, njim je to pač bil del kulture, rituala, nekaj, kar pač verjamejo, da morajo narediti, da bo življenje boljše in lepše in bolj plodovitno in tako pač. Noro je, ker tisk se nam zdaj zdi insane in njim bilo popolnoma normalno in mogoče, če bi nekateri zdaj nas gledali, kaj delamo, da dejansko žgemo truplo. Njim bi bilo to po moje isto pač, what the fuck je z ljudmi narobe, kako lahko zažgeš, kako niso koš nosili od njih, a veš kaj mislim, you know what I mean. Peti primer, gremo čist preč od Mehike in gremo na območje Arktike, na najbolj mrzle dele našega planeta in baje naj bi tam med njimi obstajala neka kultura, že itak je mraz ves čas in sneg in led. In če je bil nekdo šibek, torej recimo starejši ali pa mogoče celo tudi otroci, tega nisem zasledila, ampak bolni predvsem, so oni imeli neko kulturo, kjer je bilo ok in normalno in sprejemljivo in bolj za vse, da so tega človeka, posameznika gladko pustili na ledu. Dobesedno na ledu. Pustili so ga, da je bil brez vsega čimbel, brez hrane, brez pijače, brez zaščite in so ga tam pustili, da je pač preprosto umrl. Ker je to veljalo kot zelo solidarno do drugih, ker je za druge ostalo več hrane, več toplote, več vsega, da so drugi lažje preživeli najhujše mrzle dni. Tako da ja, spet nekaj, ki je bilo njim popolnoma normalno, ampak predstavljaj si, da tam zboliš in prva stvar je tako, o moj bog, veš,
V naši kulturi pač pričakuješ pomoč in vsi so solidarni do tebe in si tako, si v redu, si Bog, ti juhco prinesemo, greš v bolnico. Tam je bilo pa ono, sorry, ti bo zdaj prva žrtev. Pa že itak si boven ali pa oslabljen ali pa star. In je tako res žalostno. Mislim, za njih normalno, a veš, kaj hočem reči. Meni je zelo žal, ne vem, na kateri točki smo. Mislim, da na 6. zdaj smo prišli do stvari, ki se ji reče sin eaters, kot jedci greha. Direktnega prevoda ni, je pa dejansko nekaj, kar izhaja iz srednjeveške Evrope, tako da ja, mogoče je bilo celo tudi na našem ozemlju. Oni so verjeli, da ko nekdo umre, se lahko znebijo grehov te osebe, da bo on šel naprej v posmrtno življenje brez grehov. En zelo zanimiv način, in sicer to mrtvo osebo oziroma truplo so polegali in so mu dali nekam na telo kruh ali pa več hlebčkov kruha ali pa več žemelj, kakorkoli že, in so poklicali določeno osebo, ki je bil dejansko job te osebe. Takrat to ni veljalo za job, ampak dejansko aktivnost, ki jo je počel, oziroma nekaj, kar so pričakovali od njega. To je mogel biti nek vaški izobčenec, nekdo, ki ga ne marajo, nekdo, ki je dejansko ta jedec greha, se pravi, je mogel priti, pojesti ta kruh dol iz tega človeka in v bistvu s tem kao nase prevzel njegove grehe, on gre lahko naprej v posmrtno življenje čistko solza, on je pa veljal za umazanega, osovraženega, neki izobčenc je bil, ni smel biti v vasi itd. Sam poklicali so ga, ko so ga rabili, da je pojedel grehe, pač crazy. Najbolj strahljiv pa je, da se je ta praksa v nekaterih delih Walesa in Anglije ohranila še zelo pozno v zgodovino. Ok, gremo dalje, in sicer Aghori v Indiji. Aghori. Ne vem, kako točno se napiše, te so sploh posebni. Gre za majhno sekto asketov. Jaz sem jih tudi malo googlala, da si predstavljam, kako izgledajo, in sicer to so pogosto tako, dosti načičkanje, pa brez oblačil, večinoma pa nekaj ima tukaj čez, pa ima pa tako kožo z neko belo barvo pobarvano. Njihova filozofija temelji na ideji, da mora človek preseči vse strahove, gnus in navezanost. Torej, pri njih je bilo zelo pomembno, ko je kdo umrl, so te ljudi umrle pustili tam na kupu, da gnijejo. Torej, pet prek tega gnusa, ne sme se ti gabati, to je normalen del življenja, človek pač ja, umre in zagled tam in on bo gnil in smrdel in to je normalno. In oni so zraven meditirali, sedeli, vohali to. Meni zveni tudi nesanitarno, ne vem, lahko še čudne bakterije verjetno dobiš od tega itd. In kup žuželk in živali tam, ne vem, groza. Da tam gledaš najbližjega, kada vsno gnije. No, za njih je bil to point, da grejo prek tega in to sprejmejo in je to del kulture in rituala. In tam so jedli in peli in živeli. Druga stvar, po kateri so oni še znani, je to, da so iz človeških lobanj tudi jedli in peli, ne vem, kakšne juhe pa pil stvari. Tako da najbolj ogabno stvar si predstavljaš, oni so to počeli, ker je bil pač point, moto njihovega življenja, da greš pač prek ogabnosti. Point je bil doseči razsvetljenje, dokler te ne neha biti strah stvari, ki jih družba označuje za grozne ali pa nečiste. Crazy. Se pravi, oni, če bi vedeli, da mi zažgemo trupla, oziroma recimo, da vejo, ali ne vem, če bi oni dobili to informacijo, verjetno se jim zdi veliko bolj grozljivo, kot da tam gledaš človeka, ki gnije. A veš, kaj hočem reči? Kdo je bolj čuden, je vprašanje. A veš? Ok, naslednja točka, 8 mora biti, glede na to, da je pa sem še ena, ki jih je 9. Corpse medicine, medicina s trupli. To vem, da sem že delala TikTok vsaj, ampak bomo zdaj še enkrat povzeli. Point je, da so na eni točki verjeli, da razne trupla in tudi mumije lahko na nek način zdravijo. In sicer deli človeškega telesa, naprimer zmlete mumije, so lahko jedli kot zdravila in od takrat naprej ful mumij ni, ker so dejansko oni verjeli, da s tem ljudi ozdraviš in so vse mumije spremenili v zdravila in pač jih ni, pač kronično ni mumij zaradi tega obdobja. In to so delali stoletja, tako da valjda dolg časa so imeli, da so vse mumije pojedali dobesedno. Potem so tudi pili kri usmrčenih kriminalcev oziroma ljudi, ki so nekaj narobe naredili. Verjeli so, da ta kri, ne vem zakaj, vsebuje življenjsko energijo, ki jim bo ful dobro dela. Pa še človeško maščobo so pa uporabljali kot neka mazila. Se pravi, človek umrl, super maščoba in jo zmiksali, zmleli in pa so se mazali s tem pač. Ali ne bi to tudi tako res ful smrdeli? Akva, ne vem. Iskreno ne vem. In še zadnja stvar, in sicer Maji, ko imaš Maja, steke, inke pa to, no, Maji so sveto verjeli, da je kri sveta in da je povezava z nadnaravnim oziroma z bogovi in z posmrtnim življenjem. Zato so veliko svoje krvi spuščali. Zdaj pa, to kri so spuščali lahko direkt iz nekih udov ali pa iz ušes tudi. In iz jezika, pa pazi to, iz genitalij. Ne vem, zakaj sem mislila, da je to najboljša ideja. Potem so pa to kri baje zbirali na papirju, ne vem točno kakšnemu, pač na papirju, in potem so ta papir sežgali. In ko je to gorelo in ko se je ta dim ustvarjal, so verjeli, da ta dim odpira portale do bogov oziroma posmrtno življenje. Vlažen zrak, ogenj, dim krvi, ki se dviga proti nebu, in množice ljudi, ki verjame, da njihov vladar v tistem trenutku dejansko komunicira z bogovi. V glavnem, meni osebno je bil ta video ekstremno zanimiv, pa zdaj bi si ziher bi najdel še dosti takih primerov za še en tak video, če vam
Če vam bo bil dosti zanimiv in če bo dosti ogledal, bo to znak, da naredim še enega. Zihar se bo najdel, kaj. Ne pozabite na kodo Alenka15, spodaj bo vse polinkan do About You, pa samo 2 tedna traja ta akcija, tako da pohitite. Drugače pa pridni bote, radi se imejte, lepo se imejte na morju, če ste itd. Elen mama, love you, bye. Bye.